To tekmo smo začeli slabše kot vse ostale. Prej smo pokazali ful ene želje, borbe, zdaj pa pač prvo tretjino smo igrali zelo slabo proti vsem ostalim tekmam in pol se nam na koncu pač ni šlo, čeprav smo se borili. Je to, da dobiš zadetek, pač naredi ekipo živčno, ampak pač nismo se uspeli dobrati. Smo pač naredili še par napak in so nas kaznovali. Prva tretjina je bila z naskokom najslabša na prvenstvu, druga je bila veliko boljša. Ne vem, če bi jo ocenila kot najboljša na prvenstvu, ampak definitivno na veliko višjem nivoju kot prva. Definitivno je tole danes veliko razočaranje. Ne vem, pričakovali smo veliko več. Stala nas je ta prva tretjina, ko smo nekako zaspali ali ne vem, kaj se nam je sploh zgodilo. Tako da mojih mislih v bistvu ni prav veliko, pač še eno veliko razočaranje. Ja, celoten turnir bi rekla, da je bil kar uspešen, ker smo napredovali. Mogoče smo s to zadnjo tekmo malo vse pokvarili, ampak upam, da bo naslednjo leto bolj. Mogoče smo najbolj zadovoljni v bistvu s tekmo proti Nizozemski. Tam smo res pokazali nekaj, kar v preteklosti nismo. Borili smo se neverjetno, kljub temu, da smo mogoče proti nekih zmagali, ampak tam pa je bilo res vse malo drugače. Bili smo bliže reprezentanci, ki je danes brez problema premagala Britanijo, tako da lahko mogoče ocenimo tisto za najboljše. Če sem malo sarkastičen, da nismo naredili nič. Ker vse tisto, kar smo gradili v 4 tekmah z res dobro igro, s tistim pravim pristopom, smo s pristopom današnjo tekmo in prvih 12 minutah podarili ves dober vtis in vse tisto, kar smo delali čez celo sezono. Prvenstvo na domačih tleh je pač meni osebno zelo všeč. Zaradi spodbude s tribun, je pa tudi na nek način večji pritisk, ker veš, da si doma, hočeš čim več pokazati in v bistvu je taka zdrava trema, bi jaz rekla. Tako da meni osebno koristi prvenstvo na domačih tleh. Pa je v bistvu, pokazatelj, da delam dobro, treniram in potem tudi pridejo nagrade. Pa mislim, se bo prilegel počitek po teh napornih tekmah. Tako da po eni strani hvala Bogu, da je konec, po drugi strani pa ekipa se bo razšla, vsaka na svoj konec. In to je žalostni del. To bi bilo zelo dobro, če bi bili odgovorni za to, da nam to omogočijo finančno. Po drugi strani pa tudi precej na puncah, ker nekateri so le bolj z veseljem zraven, kot pa da bi se resno lotili dela. Se o tem razmišljamo, ampak to je spet vse povezano s financami. Mi smo se že pred letošnjo sezono pogovarjali, da bi šli kot reprezentanca igrati v tole avstrijsko, EVHL, Evropsko ligo, ampak smo na koncu prišli do zaključka, da tam več kot tretjina deklet zaradi službe, zaradi raznih vzrokov ne bi niti prišla zraven, mogoče 1-2 tekme, potem pa to ne vem, koliko ima potem smisla. Treba majčkeno poostriti disciplino do konca, ker kot je videti, zaenkrat še ne gre zaupati. Izgleda nam tako veliko ne manjka, predvsem če izdelamo našo igro na način, kot si ga zastavimo. Ne vem, naslednje leto se nam pridružujejo nove igralke, mogoče je to tisto, zavel bo nek nov veter, prišla bo neka mladost, mogoče malo majhna predrznost, nova energija. Tako da mogoče je to to.